Pa to, kako ste lepe. Ti si lepa, ti si lepa, ti si pa najlepša. Super bo to. Bravo! Bravo! Kaj pa je to? Ja, kaj ne vidiš? Jazbec smo imali zapakirani. To so ledene sveče. Fajn, super. Kaj pa je tako mrzlo tu noter Beno? Tu je ledenica. Kaj pa je z našim gretjem? Daj, Žura, ne delaj panike. To bo Ivo popravil. Ivo? Če bo Ivo šel to popravljati, bo samo še slabše. No, super. Že vidimo. Šla zvečer v kopalnico, odprla pipo, pa mi bodo ven ledene kocke padale. Fajn. No, še bolj fajn. Kulica mi je zmrznila. Oj, Žuža, ne filozofiraj, pa mi raje pomagaj. In zakaj točno mi to rabimo? Kako zakaj? Če pa je Miklavž, pa take. Se ne bi ti raje z gretjem ukvarjal? Pa take, ledeno je tu not. Žužika moja mala, to za tebe niso ledene sveče. Za tebe so to zdaj okraski za božično zabavo. Prosim. Ja, Bogdančkovi mami sem obljubil, ne? Kaj? Joj, Žužika, vse sem ti včeraj rekel. Ja, res, kaj zdaj? Ti boš angelček. Ja, zato lepo bo spravi to šaro v omaro. Šaro v omaro. Pa si idi iskat svojo poročno obleko. A ja, točno, ja, zdaj se pa nekaj spomnim, ja. Vidiš. Pa nehaj mi cmokariti. Delaš mi nervozo. Pa ta jajca pospravi. Saj še ni Božič. Silvestrski poljub, 1. maj, Božič, Prosti, to so 29. Miklavževi paketi za odrasle. Veš, sploh kaj ni? Deno. Ne, pa me tudi zanima, ne. Imaš krila? Kaka krila? Joj, kaka krila? Angelček boš, rabiš krila, ne? Kaj se lahko padli angel? Padni angel si itak že v renalnem življenju. Žuža, no. Otroci rabijo... Otroci rabijo angelčka. Angelček pa rabi krila, ne? Še dobro, da jaz mislim namesto tebe. To imam pa res srečo. Kaj bi jaz brez tebe? Stran, beži, stran si od mene. Kaj je to? Pa tak je pa to. Kako je to? Bil je labod, zdaj se pa krila, ne? Beno, ti si šel zaradi Miklavževanja ubit laboda. Ne, sam je crkno. Na ledi mu je spodrsnilo pa tako. Daj, od tega se že ne umre. Ja pa se, če se avto z Ivotom glih te mimo prepala. Ja, lepo ga je povozil, niti malo ga ni zmečkal. Ja, zato mu je pa glavo. Prosim, nehaj! Jezus, kak to smrdi, grem jaz tam malo dezinficirati s kopalnico. Še spal se glasno smeti. Pozno po noči ti spat ne pusti, v posteli svoji telovadi za 3. To na dopustu za pošto skrbi. Ti rože zaliva preberska stvari, to ti posodi jajček ali 2. Vse si ga vrnil, ko ga ni bilo doma. Lepo je biti sosed, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav in čačajo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti fin. Ko si težava,
lepo je biti sosed. Ti poslušaj, zakaj pa Bogdanškova mama pri sebi ne organizira zabave za miklavževanje? Ja, če jih je pa 5. Socialni primer se, veš? Mož jo je zapustil, pa je 5 frocov pusto. Z teh 5 komadov. Veš, koliko je to 5 frocov? Ne vem. In niti nočem vedeti. No, to je enkrat več kot 4. Super. In po zaslugi tvojega velikodušnega srca bom lahko danes spoznala, kak je to. Kaj ti češ? Pa kaj so? Si tak... Misliš... No. Ja, čisto vsi. Kaj? Razen Bogdančka. Ne, hecam te, šalim te, malo te potagujem. Peno. Ne, samo on je. Peno. Saj veš, kaj mislim. Pa bo mama poleg? Ne, Kaj? ona pa gre na miklavževanje za odrasle. Saj veš, kaj mislim. Pa dobro, no pa kakva mama pa je to? Kako? Tako, veš, po 5 otrocih, pa to. Beno, jaz te ne prepoznam več. Kaj ti čim? In kdaj pridajo? Ob 6. Zvoni! Ej! Ivo! Beno, Žuž. O, Zanja, kako je lepo pri sosedi. Ja. Ja, samo temu bi jaz dodal še glave. Kolike glave, Ivo? Ja, Miklavževim bradam moraš dodati še glave. Koliko Miklavževim bradam? Če so pa to ledene sveče. Ja, ne, ja, se čudovito. Žuža. Poslušaj, včeraj sva s Silviko odprla tvoje Miklavževo darilo za odrasle. Ja. In? Ja, zdaj sva ga takoj uporabila. In? Deluje zelo. Hvala za kompliment. Kje pa je Silvika? Je šla pa v načka nižo. Kaj? Ja, končno smo dobili parcelo na pasjem pokopališču za našega bundaška. Ja, oziroma tisto, kar je še od njega ostalo. Čakaj malo, kako je šla? Da bo pa Angel z mano, jaz ne morem biti sama. To bo pa Tibor. Kaj? Tibor? Ja, kaj je? No, že peče kekse za otroke. Ivo! Daj, no, se bo že spravil tista ženska oblačila, no? Tibor! Ja. Tibor! Pa kaj ono? Pa to? Servus, Tork! Juj, kaj lepo je. Je, ne? Pino, lahko jo številke napišem. Drugič pa vrata zaprej. Kolike številke? Ja, za adventni koledar. Vsaki dan Janoga utrgnaš, dokler ne prideš do 24. Te znoška Božič je. Kakšen adventni koledar? Če so pa to ledene sveče. Igazon. Jo, točno tak, igazon. Lepo. Žuža, to pecivo je. To recept od tete Silvike. Daj to v frižider, kaj lepo svežo ostane. Ni nobene potrebe, Tibor. Kot vidiš, imamo v naši dnevni sobi enake temperature kot v našem hladilniku. Ja, tu mrzlo je. Pri nas malo bolje toplo je. Pekli smo. Stricivo, ti moraš to popraviti. Ti mojster si. Najprej bomo okrasili do konca, potem se bom pa lotil popravila. Čau! In vse je pripravljeno? Darila, okraski, piškoti. Program? Ja, program še moramo skupaj sestaviti. Jaz pa predlagam, da si najprej razdelimo vloge. Vinči, glej, sej ne da je pri meni zdaj nekaj blazno toplo, ne, sam tu imate pa nenormalno mrzlo, no. Tamali bo ja še pljučnico fasali. Nič se ne zakire, Pamelo. Mali so vzdržljivi.
Vidiš, stric Ivo, ak se nas ne usmiliš, usmili se otrok. Ja, dobro, no pa ja saj grem, no. Beno, ti greš pa z mano. No, bomo že kasneje zvadili program. Ja. Čakaj, no kaj bi ne bilo pa to? Ja, ne vidiš, to so le... To so Miklavževe brade. Ja, Ivo bo gor naštimal še Miklavževe glave, ali Tibor bo pa neke številke gor napisal, tako da bomo pol imeli adventni koledar. Jaz sem pa mislila, da delaš postonsko jamo, Beno. Kam sem deziznike? A ja, tisto, ko dol, pa pol tak dol. A ja, vsaj blizi si bila. Mater, kako imam pametno babo. Kampnik je mislila. Miklavževe brade, to je pa kul. Mislim, ker tak na prvi pogled bi rekel, da so ledene sveče, ne? Kako je mrzlo tvoje, daj. Pridi, stisni se k meni. Kaj si ves sir pojedla? Prosti, prej bi prišla. Probaj za siko. Si domača? Od Benotove mame. Saj nekaj dobrega od nje. Ful je dobro. Ivo, še preden si razdelimo vloge, kaj bi te lahko nekaj prosil? Ja. Glej, kaj bi lahko Miklavž letos bil jaz? Pa še Božiček, pa še Dedek Mraz. Si že tako v vseh prizorih. O, ne, to pa ni res. V tej epizodi, recimo, v enem prizori nisem. Daj, Ivo, prosim te, ne pretiravljaj, no. Veš, letos se bojim biti parkelj. A se spomniš, koliko so me lani otroci namlatili? Ja, to pa zato, ker si otroku, ki je zaradi treme pozabil pesmico, rekel, veš, kaj boš ti dobil za Miklavža? Ja, en drek boš dobil, en drek, pa to. Dobro, veš, koliko jih je bilo? Pa so me pa malo zživcirali, pa to. Tokrat jih bo samo 5, boš že zdržal. Aj, to sem iskal. Ivo, kaj ne bi rajši zamenjal? Sem ravno kar zamenjal. Pa ne, nisem mislil orodja. Parkla pa Miklavža, če bi zamenjal. Beno, ti dobro veš, da jaz ne znam igrati zlobneža. In parkelj, če hočeš, mora biti zloben, tako da se ga še otroci bojijo. Ja, pa dobro, Ivo, potrudi se malo. Ja, predstavljaj si kaj strašnega. Recimo, da ti tisti otroci mečejo kamne v tvoje lepo hatrco. Ja, to si predstavljaj, pol boš pa rado divji, ko da bi rado divji. Kaj bi ti rad, da jih vse pobijem? Beno, ne govori, tukaj primi, jaz bom pa udaril s kladivom. Kjer je tu? Ja, Igen. Čakaj, Ivo, kaj ne bi rajši zamenjal? Beno, pa kaj je danes s tabo? Kar naprej menjaš. Pripomočke, orodje, vloge in ostala sredstva. Pa skoncentriraj se, če ne pa zamiži, jaz bom pa udaril s kladivom. Pazi, Ivo. Lepo je biti sosed. Malo bolj levo. Dobro. Kaj je že? Ja. Ja, je popustil. Fajn. Ja. Ja, na koliko naj pa zdaj dam regulator? Ne vem, daj na polovico, pol bo pa itak, če bo premalo, lahko na več trompin dala. Ga bom dal takoj do konca. Dobro, Ivo, daj kakorkoli že, samo pohiti, prosim te, zato, ker niti kostumov še nimamo do konca. Ja, že vem, čez uro in pol pridejo otroci. Bova dala pa kasneje na polovico, a ne? Zdaj... Ja, zanimivo. Ja, kaj je zdaj to? Daj nazaj na pol. To zanimivo. Kako pa zdaj? Daj nazaj na pol pa gremo. Ja, se je zlomilo. Ja, kako pa zdaj? Ja. Veš kaj, bomo pa dali radiatorje v stanovanjskih prostorih malo bolj. Jih bomo zaprli. Ja, pojdiva gor, no. Ja.
O, Zanjad. Je vroče, ko točno poldne v Sahari. Ja, Ivo. In veš zakaj? Zaradi tvojega profesionalnega dela v kotlovnici. Torej, če bi bili vsi v kopalkah, bi nas bilo vroče. Ko imamo vse okna pa vrata odprta, je ziher tu noter vsaj 35 stopinj. Jo, Zanjad. Kaj je zdaj to? Sem mislil, da se bo zmanjšala temperatura, ta prekreti radiator pa še vedno greje. Bi mu moral spustiti kri. Vodo. Ja. No, Ivo, prosim te, ne dotikaj se radiatora. Sem že pa klical upravnika do tega bloka. Ja, majstri, pravi strokovnjaki so že na poti sem, da popravijo za tebo. Kaj hočeš reči s tem? Da sta moj DOO in moja profesionalna usklajenost in pod vprašajem? Glej, evo, 5:30 je že. Mi pa še niti enkrat nismo šli skozi program. Ivo, prosim te, ne dotikaj se radiatora. Prosim te. Kako naj mi otroci verjamejo, da sem Miklavž, če pa je tukaj vroče, ko na Havajih? Oj, dobro, no, idi ti malo zdaj na prepih. Ivo, uporabi vse svoje igralsko znanje. Vživi se v vlogo. Zanjad. Pa kje so zdaj te? Pa zakaj naj se jaz zdaj uživljam? Si ti hotel igrati Miklavža, ne jaz? Meni je zdaj že čisto vseeno. Parkli mi je čisto vredi, pa gotovo, pa take pa to. Jo, še malo, prej si se bal, da bi od otrok dobil po gofli. Veš, kaj ti zdaj jaz povem? Rajši dobim od otrok po gofli, kot pa, da se skuham pod tem tvojim vročim kostimom. Zanjad. Pa, kje so zdaj ti ženski angeli? Bi lahko začeli? Že smrdim od te perspiracije. Da, Ivo, prosim te, no. Se ne smrdiš tako strašno. Daj skup pazduhe, pa bo, saj veš, kaj mislim. Vidiš, še ena dobra stran parkla. Parkl lahko smrdi po Švici. Miklavž pa... Kaj je? Kaj? Beno, a naj zdaj na vseh 4, prosim, nadledvične žleze naj ne v naslednjih 2 urah ne izločajo telesnih tekočin? Ivo, no, pa saj ne smrdiš tako strašno. Hudičo! Kako so kje v bližini mogoče odprli kaki nočni nightclub? Saj veš, kaj mislim. Veste kaj, vi dva, ne? V tej vročini jaz tega debelega plašča ne mislim nositi, ja? Jaz tudi ne. Kaj si nor? Ja, ti nor. Zaradi tega vajnega kostuma bojo otroci dobili travme. Ja, saj res. Zgleda tako, kakšne števardese na kaki svingerski zabavi. Ruf mih! Pa take pa to, saj veste, kaj mislim. Beno. Hvala. A kje je zdaj Tibor? Tibor! Ja, v kakšnem stanju ga pa bojo imeli vsi palčke, če boš takšna sneguljčica? Ja. Rajf ne paše, ne? Bogdančkova mama ne bo zadovoljna. Ej, veš kaj, ta stara ne bo srečna, da bomo mi sploh poskrbeli za njene otroke, ne? Res je, hej, Beno, hvala Bogu, da imamo te ledene sveče. Se mi zdi, tako jih pogledam, da me malo mentalno ohladijo. Malo. Strici, zrihtaj, radiator je vroče, je. Dobro je, gledajte, tako vam zdaj jaz povem. Kaki smo, taki smo. Nima zdaj to veze. Gremo rajši vaditi. Niti enkrat nismo šli skozi program. Igen. Tak je. Mi se skrimo, ti prvi začneš, ne, Ivo? Ja. Ja, mi se skrijemo, ti pa pridi. Vreje? Ja. Mi se skrijemo.
Prihajam iz daljnega severnega polja. Pola, Kaj? iz severnega pola. Kakšnega Ne polja. polja? Ja, rekel si iz severnega polja. Kaj si mogoče kakšen kmet, mogoče? Jaz, da sem kmet? Ja, če si iz polja prišel. Ja, kdo je zdaj Pa kmet? ko imaš to? Čakaj, ko imaš to? To je moj renkvizit. Ja, pa jaz imam vire, ne ti. Mi imamo vajo. Ja, dobro, mi imamo tudi vajo. Pa vsem skupaj imamo vajo. Veš kaj? Kaj Glej, to bomo ti videli, moraš kdo je ono kmet? zamotano imeti, veš? Bom Kje že, imaš? kjer sem. Ja, daj, prosim te. Ko sem jaz? Ja, ti si Jaz kmet. sem bolj kmet, kot ti Ti si zaveš. bolj kmet, ko jaz. Seveda sem, seveda sem bolj kmet. Kaj ja? Sebe poglej. Ja, komu sebe gled? Ti sebe gled. Poglej to, koliko ima. Pa dajte, no, 10 minut še manjka, pa pridejo otroci. In dobro veste, kako me čakajo na naš nastop. Ja, Pamela, zdaj ti pa jaz nekaj povem. Kak krakaš, ko kak je krakar, prosim te lepo. Ja, zdaj bom pa jaz tega kriva, ne? Ja, oprosti, Pamela, če sem malo živčen zaradi tega kretena. Poglej, kako se tresem. Pa to. Ja, kaj je zdaj spet? Veš kaj? Pa lahko ti igraš in Parkeljna in Miklavža, ker si tako in tako in tako razcepljena osebnost. Kaj sem jaz? Kaj sem jaz? Ivo, kaj sem jaz? Konec vaje! Greva domov. Kaj je? Pridi. Adijo. Kaj je rekel, kaj sem jaz? Cepljena osebnost. Ja. Veš, kaj ti zdaj spet povem, Pamela? Jaz sem se v šoli proti vsemi cepil. Proti osebnosti pa se ne bom cepil nikoli. Pa take pa to. Pa to. Ko? Ovo? Ko? Jo, super. Z našim hladilnikom je fertik. Gotovo. Šluz, kaput. Vege. Kaj, kako to misliš vege? Ja, tak najbrž je zaradi te vročine crkno. O, super, če imamo noter vso pecivo za otroke. Ja, vidiš. Lepo je biti sosed. Jo, grem jaz. Kom se greš? Beno, grem se malo ofrišat v kopalnico. Kuki ofrišat, če pa vsaki čas pridejo? Ja, pa nisi na plaži, Žuža, lepo te prosim. Vroče mi je, lih tako, da bi bila. Imaš prav, Žuža, veš kaj, grem jaz tudi, ker to res ni za zdržat, no? Ja, super, no. Pa še na faktor za sončenje ne pozabite. Bobe. Dober večer. O, dober večer. Ja, kako ste imel nori. O, dober večer. Lahko? Glejte, a bi lahko vidva prva popustila? Otroci čakajo na Miklavža, no pa Benči res ne bo zmogel vsega tega sam. Jaz ne bom igral s človekom, ki me je malo prej zmerjal s kretec. No. Ivči, pa če veš, da je vroče. Glej, v takih ekstremnih okoliščinah vsi kdaj rečemo stvari, ki v bistvu sploh ne mislimo, saj to veš. Jaz Berotu nisem nikoli rekel, da je kretec. Ja, ampak si mu pa rekel, da je razcepljena osebnost. Kaj, a po slučaju ni? Pred pol ure je hotel igrati Miklavža, čez pol ure pa ne več. Če vidiš, da gre vse narobe danes, no. Pa še hladilnik se ima je pokvaril.
Ja, in kaj naj zdaj? Ja, popraviti ga bo treba, ne? In kdo je tu mojster DOO? Ti, Ivči, ne? Igor, zdaj naj po vseh žalitvah jaz njima popravljam še hladilnik. Ja, noč so tudi keksi, ki jih je Tibor naredil. Stric Ivo, Kaj je? moral iti bi. Ti Miklavež si. Ja, in kaj, pa ti? Sneguličice ne treba tebe. Trebamo, se veš, da me pojemo skupaj. Mislim, gled, jaz ne znam dvoglasno pet, pa Žuža tudi ne zna dvoglasno pet. Pa Benči tudi ne zna dvoglasno pet, pa čeprav je razcepljena osebnost. To boš tala. Glej, ne morate narediti nič narobe. To so otroci, oni so prišli po darila, kaj pa njih briga program, no? Joj, ište ne. Pozabil sem ono, ka sveti se, bledice za oči. Bleščice, misliš? Ja, za Sneguličico. Ne, ma ne rabiš bleščic, Tibor, le koliko si lepa Sneguljčica že zdaj. Sam pobril bi se pa lahko, veš. No, kaj zdaj, a gremo? Otroci čakajo. Dobro. Ampak to delam samo zaradi človeških potomcev. Kaj pa misliš, zakaj pa jaz to delam? A ti resno misliš, da bi se jaz drugače oblekla, kot da grem na slovensko popevko, ali kaj? Ja, mislim, ka bi se. Dajte, no, gremo. Igen, samo čez čas Sneguljčica in Miklavž odideta zopet nazaj na severno polje. Severni pol, Ivči, severni pol. Ja, in če me bo kdo popravljal, bom takoj odšel z programa. Dobro, dajte, gremo. Daj, popravi si te prsi. O, Zanja. O, Marija Bože. Zdaj pa tak, froci frdameni, kad ste tak frdameni. Na bele naj se mi ne promakne. Drugače ne boste videli Miklavža pa Sneguljčica. Jasno, pa taka. Dobar dan, otroci. Kako ste kaj? Sem Angel. Izgledaš kot teta Žozefin, A res, ljubček? Ja, kdo pa je teta Žozefin? mamina prijateljica, Aha, ja, kaj pa dela mamina prijateljica? darovalka organov je. Kdo? Ko? Ja, ona prodaja svoje telo, je rekla mama. Dobro, zaba mi. Naj mi nobene več nič ne reče, jasno? Samo, če vas bo vprašal tisti butlni Miklavž ali pa jaz. Če ne, vas bom prodal v Italijo ali pa v kako drugo azijsko deželo, jasno? Vre! Kdaj bi to? No, kaj se pa tu dogaja? Tudi ti izgledaš kot teta Žozefin. Ljubček, jaz sem Angel. Angela, mislim, kaj zdaj pravi čas, ko pokličemo Ivota. No, otroci, dajmo se pripraviti zdaj, takole, ja? Ker mislim, da že slišim Miklavževe sani. Mislim, da že slišim Miklavževe sani. Miklavž, striček Miklavež, ne prihaja sani, prihaja peš. No, zdaj pa že slišim Miklavža, ki prihaja peš. Miklavž! Zadnje se sem rekel! Prihaja vse iz daljnjega severnega polja. Pola, Ivo, severnega polo! In
otroci, veste, kdo je tu? Teta Jozefina. Kdo je teta Jozefina? To danes otroci tako kličejo Sneguljčico pa Angele. Ja. No, in zdaj vam bodo tete Jozefine zapili pismico. Ne gane me, srce je kakor kamen. Pojdi preden moj ponos ponižan bo in ranjen. Aplauz za tete Jozefine. Aplauz je rekel! Ho! Re. No, in... Lepo je biti sosed. Boste vi kaj zapeljali, zrecitirali? Ja, in začeli bomo, čekaj se najmlajšo. Sveti Miklavž že prav počasi prihaja. S palico dolgo, prijazno pomaha. Dobro poglejte sedaj belo brado. Plašč ima zlat in na glavi še kapo. Enkrat na leto Miklavž je med nami, vsi mu zapojmo. Imamo te radi. Ja, nik bilo, Bog ve kaj, ne? Dobro. Zdaj pa boš zrecitiral še ti, kaj Boris. Kaj se le dogaja tam v nebesih zdaj? Malo si poglejmo ta strašen direndaj. Angeli hitijo in pridno delajo, zbirajo darove in jih zavijajo. Tamle čudovite igrače nosijo, saj otroci zanje v pismih prosijo. Barvice, barvice... Barvice in zvezki ter knjige polne slik. Opice. Že prihaja Miklavž in z njim smotan parkel stric, ki ima nariti šlic. Daj pa darila za Lahko pa Izvoli. zapojete kakšno zgačno pesmico. Dobro, vrede, zadost je bilo teh pesmic. Kdo jih bo celo noč poslušal? Da, Jozefina, razdelim slaščice. Ne kliči me Jozefina. Ti hudič. Tako, daj pa še nekaj sladkega, otroci, kar vzemite, kar pogumno, tak, ja. A ti si pa dva vzela. So ti všeč, ne? Kak ti je pa ime, ljubica? Veronika. Veronika! Je ti še pa to tako? Potem pa je njena mama govorila o tem, kako ima Veronika težave s to. Veronikina mama je rekla, da ona ne sme jesti škromba. Evo. Gosti osmico vrgo. Evo ti dva. Evo tri. Čakaj, dobro. Veš kaj? Čakaj malo. Mi dva bova kar šla. Čakaj, nikad ne bo ta šla. Kaj ne? Zato, kaj bi bodo pol toti ferdamani froci linčali. Kot da ni nič pedagoškega v tebi. Ja, pa saj si videl, kaj so mi prej delali. Čigali so me, ko sem skoraj crknil. Kaj so te? Ja, čigali, žgečkali. Ja, Beno, meni je vroče. Jaz moram iz kostuma. Stricivo, ne smeš jim pokazati, kaj nem pravi Miklavž si. Misliš, da mi je sploh kdo verjel, da sem pravi Miklavž? Glede na to, kako si se počel, tisti, ki bi ti verjel, bi mogel biti totalni kreten.
Stric Ivo se je trudil po najboljših močeh. Otroci verjeli mu. Ja, ziher, ja. Glejte to. Ova, banda. Kdo je to? Ja, stricivo. Vidite. Zgleda, da je keksi niso nič škodili. Moji keksi nem škodili. A nehajte se pričkati pred tamalimi, no. Moram iz tega kostuma zanjat. Ne. Zdaj... Jaz sem tekla, je imel avtobus zamudo. Kako ste? Ja, kaj pa vi? Nega gledat. Gospa, soseda lahko vse razloži. Nega gledat. Pejmo, otrok. Kako ti papa šmocika? Ja, in to navadne kekse, pa ji nič ne škodijo. Boš vam plunila. Plun. Na urgenco, hiter gremo na urgenco. Gospa, ona tega ne sme. Pejmo hiter. Nega gledat. Pet, ljubica moja. Komi še živa. Veste kaj, bodite veseli, da ne grem na policijo. Nega gledat. Vi, veste kaj ste vi? Perverznež. Pa vi ste tudi perverzna. Vi, perverznica. Kaj pa jaz? Perverznica. Nikoli ne bom zvedel, če sem jaz tudi perverzen. Ivo, veš, kaj ti zdaj jaz povem? Da te moje ledene sveče niti ne zgledajo tako kot ledene sveče. Preveč. Kako pa? Jaz vem, mogoče je Žuža imela prav, pa ti, veš? To so tisti, ki dol visijo ali pa tako gor štrlijo z onih jam pa to. Kaj so že? Vem, da govoriš o stalaktetih pa stalagmitih. To, ja. Samo veš, kaj ti zdaj povem? Ivo, jaz nikdar ne vem, kdaj je kjeri gor, pa kdaj je kjeri dol. To je pa ja enostavno, Beno, si boš zapomnil. Stalagmiti ga imajo vedno gor, stalaktiti pa vedno dol. Kako sem zdaj to zapomnim? Gorgmiti pa stalakuplet gniti. Ja, seveda. Stalagmiti je gor, Igan. stalaktiti pa dol. Ja, pol bi mogel stalagdit biti, za dol. Ali kako zdaj tu? Ja, saj še jaz ne vem več, sem zdaj popolnoma zmešal. Pa to je v vseh jamah isto. Ja, Igan, jaz ne vem, Če je v kako je pri naši nas. lepi postojnski jami glih kontra, Daj, Beno, pustiva to temo. imaš prav, to je preveč komplicirano. Te stvari se moraš poglaviti, veš? Igan. Pa imaš še potem stebre in tako naprej in tako dalje. Ja, Igan. Zadnja. Pa železnice, pa take, ne? Not v jamah. Samo čisto vsake jame niso našli železnice, veš? To sem bral, ja. V Postojnski to imamo srečo, da je glih bila not. Poslušaj, Beno, veš, da so zdravniki ugotovili, da piškoti, ki jih je pojedla Veronika, v sebi sploh niso imeli škroba. Ja. Res? Ja, vse se je srečno končalo. Ja, fajn. Ja. Niso imeli škroba. Igan. Ja, pa seveda, pa to takoj vidiš, da ni škroba not. Pa tudi okusa njega glih. Not, dosti. Ja, saj ne vem, kako jih je naredil, po kakšni recepturi. Naš Tibor. Najbrž je improviziral. Improviziral, Beno. Ja, vse to sem rekel. Ja, no, Tako s tistim svojim vinolončelom. Rezultat je isti. Saj zato ga je pustil. Boje je ne pa prebavljivo, Ivo, oprosti, ampak resnico ti govorim. Egan. Beno, poslušaj pa, misliš, da gospa Bogdančkova mama ve, da ima umetnega dojenčka? Plastičnega. Ivo, prosim te, no.
Ja, seveda ve. Ja, toke dioptrije pa spet nima, da to ne bi videla. Misliš? Ja, seveda. Jo, Ivo, ti si tak naiven. Pa veš, da kaj ima plastičnega dojenčka? Zakaj le? Ja, da pol lahko ima 5 otrok. A, Ja. To ima zaradi durca, veš? kakšnega durca? Kakšnega durca, Ivo, joj. Ti imaš DOO, ti bi ja mogel vedeti, kaj je to durc. No, zaradi, Durc je davčna uprava za davke. Njega, ja vem, jaz to. Če imaš enega otroka, Ivo, imaš popust pri davke. Seveda. Če imaš 2, imaš že večji popust. Kaj, če imaš 3, imaš že 3 popuste? Jaz mislim, da ja. Če imaš pa 4 otroke, Ivo, pol imaš pa že 80% popusta pri davke. Ja, tako da če imaš 5 otrok, pol ti že durc nazaj vrača. In ona ima 5 otrok. Zdaj mi je jasno. Ja. No, Sonja, Ja, taki so, eni se znajdejo, veš. Negan, poslušaj. Oj, Ivo. Zdaj jaz vem, to niso niti stalagmite, niti stalagtite. Ampak so, veš kaj to? Stalagpike. Ja, daj no mir, Beno, Ja. zakaj pa stala piki? To si boš z lahkoto zapomnil. Zato, ko te stalagpike pikajo. Beno, pusti me, prime. Kaj si takšen odvrnil? No, čakaj malo, to pika. No, Daj, tukaj. Evo, gremo. Ni fopek, ni fopek. Mi moramo narediti bolj trdne. Ne, pa so malo več. Kaj, Pripravi se,